Nocoj bo gostja oddaje Protetru speta dež, hrvaška gledališka in filmska igralka Helena Minić-Matanić, Puljčanka, ki je trenutno stalna članica Hrvaškega narodnega gledališča v Varaždinu. S Heleno sem se srečala na letošnjih dubrovniških poletnih igrah, kjer je nastopila v vlogi Medeje, ki jo je na kamniti oder trdnjave Lovrijenac postavil režiser Martin Kušej, eden najprodornejših evropskih režiserjev. Igra temelji na dramskih besedilih dveh avtorjev, Simona Stona in Heinerja Millerja, in prepleta sodobno realnost z antičnim svetom. Medeja je briljantna znanstvenica in mati dveh otrok, ki se želi po psihičnem zlomu vrniti v življenje, a življenje, kot ga je poznala, ni več. Tudi moja gostja je doživela osebni čustveni zlom, a se je po daljši pavzi vrnila in zablestela na odru. Predstava Medeja je koprodukcija Drame SNG Maribor, Hrvaškega narodnega gledališča v Varaždinu in festivala Dubrovniške poletne igre. Medeja bo premiero v Mariboru doživela 3. oktobra. Helena Minić-Matanić, najprej čestitke za stvarno sublimnu predstavu. Ne sjećam se kad me se neka stvar zbog neke glumice tako taknula, umjetnost jednog čovjeka. Kako se vi danas osjećate? Još vas čekaju 3 predstave, ali ipak jučer vas je spasila kiša za kraći predah? Pa je, evo, prvo hvala što ste me uopće i pozvali i da možemo porazgovarati zapravo o jednom jako divnom procesu koji je mene negdje i ko glumicu i ko osobu pomiče. Ja, res. Najprej hvala, ker ste me povabili in ker lahko govoriva o tem čudovitem procesu, ki me izpopolnjuje, kot igralko in kot osebo. Najsrečnejša sem, če naletim na take predstave, take režiserje, take kolege, da nikoli več nismo enaki ljudje, kot smo bili prej. Upam, da smo vsaj za trohico boljši in če nam to uspe, vem, da sem k temu tudi sama pripomogla. Sploh, če nam uspe to prenesti na občinstvo. Včeraj pa res. Grdo je reči, ampak rešil nas je dež, dan oddiha. Po premieri preprosto nisem vedela, kako naslednji dan na prvi reprizi spet stopiti na oder. Glede na to, da sta to skoraj 2 uri igranja in da sem ves čas na odru, kjer prihaja do ogromnih sprememb čustvenih in intelektualnih stanj. Emocionalno-intelektualnog stanja, di jednostavno sam mislila jučer ujutro kad sam se probudila, me takva panika uhvatila jer sam se osjećala ko prazna tuba. Ko sem se zjutraj zbudila, me je zagrabila takšna panika. Počutila sem se kot prazna vreča. Pozila sem samo na to, da se nekako polnim. Na koncu pa je zvečer višja sila naredila svoje, poslala je dež. Vse ima svoje razloge, sem si takoj rekla. Bolje je bilo, da sem se ulegla in počivala. Danes sem bolj pripravljena, čeprav me je še vedno strah. 2 meseca sem bila namreč vsak dan v tem. Torej, ne gre za to, da je bila zdaj premiera in da je po premieri po generalki kaj drugače. Takšne so bile vaje z Martinom Kušejem od vsega začetka. Že od prvega dne v Mariboru je bilo vse skrajno intenzivno. Od prvog dana je bilo u tako visokom intenzitetu. U Mariboru. U Mariboru. I jednostavno, nakon 2 mjeseca tako visokog intenziteta, koliko vi god želite ući u to, na kraju vam... In preprosto, naj si še tako želite vstopiti v vse to, vam po 2 mesecih takšne intenzivnosti na koncu telo in možgani, vaš čustveni aparat rečejo, zdaj pa stop, ne moremo več. Ampak res upam, da bom danes večer na drug način. Morda me prav to veseli in vznemirja, kajti nikoli ne veste, kaj novega lahko še izraste iz tega stanja, na podlagi vsega že odkritega in odigranega. Sve to već nađeno i igrano. Kako je došlo do toga da ste vi Medeja? Pa zapravo ja nisam uopće bila prvi odabiri Medeje. Jednostavno na kraju kod mene se dogodilo da ono što kažu uloga ipak na kraju negdje izabere. To se kod mene dogodilo u ovom slučaju. Ko je nekako prišlo do mene, da sem tudi jaz v igri za to vlogo, me je bilo zelo strah. Nisem se hotela lotiti tega, če režiser zares ne vidi, da sem prava, kajti menim, da je to mučenje za režiserja, za igralca, zame in za cel ansambl. To so tako intenzivne vaje in procesi, da tu preprosto hvala dragemu Bogu in vesolju in vsemu, da se je zgodilo. Pravzaprav sva se z Martinom spoznala že prej.
Poslala sem mu nekatere svoje resničnostne šove. Nekaj sva se dogovarjala in pogovarjala, vendar nikoli ne veste, kaj se bo zgodilo, dokler ne stopite z nekom neposredno v stik, dokler ne začnete delati z njim. In že od prve vaje, to je prav tako zelo nenavadno, to se običajno ne dogaja, se je med nama zgodil nek prve probe klik. se dogodio neki klik između mene i Martina. Ja sam jednostavno znala i on je meni to poslije potvrdio. Preprosto sem vedela in to mi je pozneje tudi sam potrdil. Rekel je, da sem vse tisto, na kar je pomislil, naredila že sama. Sploh nama ni bilo treba veliko govoriti o tem. Že ko sem prvič prebrala tekst, mi je bilo vse jasno. Zanimalo me je samo, kako, ker nisem nikoli delala z Martinom, bo hotel to uprizoriti. To me je vznemirjalo kot igralko, da vidim, kako bom mogoče z drugimi sredstvi, na drugačen način, v drugem žanru prišla do nečesa. V to sem vstopila, kot se reče, kot nepopisan list, brez kakršnih koli predsodkov, pričakovanj. Nisem se usedla doma in si zamislila, kaj naj bi to bilo. Vse, kar sem prebrala in občutila, sem shranila vase in si rekla, kakor me bodo usmerjali, tako bom skušala vsakič uprizoriti in iz sebe izraziti tisto, kar imam shranjeno v sebi. Probat ću to uprizoriti svaki put i vidjeti iz sebe to što je spremljeno unutar mene. Martinu moram biti zaista zahvalna, jer bez obzira on je veliki perfekcionist, ko što se vidi na predstavi. Martinu moram biti res hvaležna, kajti ne glede na to, da je velik perfekcionist, kot se vidi na predstavi, videla sem tudi njegovo predstavo v Ljubljani, pa tudi pri nas na dnevih svetovnega gledališča pred mnogimi leti, jasno mi je bilo, s kakšnim režiserjem imam opravka, za kakšno pisavo gre tu, za kakšen perfekcionizem, umetnost, za zelo čiste podobe, zelo jasne. Znotraj tega pa mi je vendarle pustil nekakšen moj avtorski pečat, znotraj te trdne zasnove. Zato sem mu neskončno hvaležna. On je nekaj ponudil meni, jaz njemu, in v tem sva se zelo lepo dopolnjevala. Jako dobro smo se unutar toga nadopunjavali, zapravo. A to je i sreća za njega da vas je sreo. Da, pa i rekao mi je, evo tu je bilo stvarno, nije se libio sakriti to. Čak što više. Ja, to mi je tudi rekel. Ni se sramoval pokazati tega. Še več, ne vem, ali sem že kdaj prejela toliko zaupanja, ljubezni, svobode in ustvarjalnosti, kot mi jih je vsak dan s pohvalami dajal on in mi s tem dajal dodaten veter v jadra. Z njim se je zgodila, z vsemi, ki so sodelovali v projektu, od igralcev do avtorske ekipe, nekakšna skupna ljubezen. To je res redko. Vedno nekje nekaj manjka, nekje se nekaj ne ujema, nekje nekaj pušča. Tu pa sem prejela toliko ljubezni in po zaslugi te ljubezni, kajti ni mi bilo lahko v tem procesu, res mi ni bilo lahko. Sem oseba, ki že 10 let hodi na psihoterapijo in imam srečo, da je moj psihoterapevt bivši igralec. Končal je igralsko akademijo, a je že zelo mlad dojel, da tega pravzaprav ne bi počel in je postal psihoanalitik. Že 10 let sem torej pri njem na terapiji in priznam, da se vedno zatečem k njemu, ko se znajdem v takšnih situacijah. Priznati da ga vrlo često koristim kada dođe do ovakvih situacija i kad je došlo do Medeje, mi smo zapravo... In pri Medeji mi je iz tedna v teden pomagal, da sva šla skupaj skozi te procese, ki sem jih na novo odkrivala v sebi ali sem jih shranila nekam vase, ali o katerih nisem hotela govoriti, ali pa so me presenetili. Bil mi je v veliko oporo tudi v strokovnem smislu, kajti pri Simonu Stownu gre za moderno različico Medeje, kjer na začetku vidimo žensko, ki odhaja z psihiatrije. Tu je treba imeti določeno znanje, tega sem se hotela lotiti zelo strokovno, ne površno, videti, kaj se pravzaprav dogaja. Obenem gre pri tem za žensko, ki je farmacevtka in otkriva zdravila. To vidjeti šta se zapravo događa unutar toga, a pritom još se radi o ženi koja je farmaceut i koja otkriva lijekove. Znanstvenica. Tako da sve to sam jako detaljno išla raditi i proučavati i ti procesi su me znali, u nekim situacijama bi znala izaći sa probe. Vse to sem zelo podrobno preučila in včasih, ko sem odhajala z vaje, sem mislila, da bom dobila takšen panični napad, da se mi bo zmešalo in se mi bo nekaj zgodilo. Toda imela sem res čudovite kolege, ki so mi rekli, ti kar govori. Normalno je, da se ti to dogaja. Samo daj to ven iz sebe. Govori z nami. In potem sem vprašala psihiatra, bo to v redu? In on je rekel, seveda bo v redu.
Samo hipersenzibilni ste. Bodite v sebi vse, tudi tisto, česar nočete prebuditi. A bo prišlo v tem procesu na dan. Tako da je bil zame to izziv na več ravneh. Veliki izazov na više nivoa. Znači, dupli proces ili čak više. Čak i više. Ja sam to shvatila od prve sekunde da se tu ne radi samo o predstavi, da se ne radi samo o liku, nego da se tu radi puno više o različitim nivoima. Celo nekaj več. Od prve sekunde sem dojela, da tu ne gre samo za predstavo, da ne gre samo za lik, ampak bolj za različne ravni. Znači, izašli ste vani. Iz tega ste nekako išli v novi razsežnosti. Pa ja sam još uvijek zapravo sada, ne usudim se još izaći, zato što još imam 3 izvedbe i držim se za ovo što mi je poznato. Još želim ostati u tom terenu. Nešto lagano malo vidim da izlazi i curi vani. Pravzaprav si še ne upam stopiti iz sebe. Še vedno so pred mano 3 izvedbe, držim se tega, kar mi je znano, želim ostati na tem terenu, nekaj malega curlja ven, a nočem se še soočiti s tem, iskreno rečeno. Prezgodaj je še, toda vidim, da se bodo potem gotovo dogajali novi procesi. Vem pa, da vendarle s tem, ko igram Medejo, Ano in Medejo, in doživljam ta proces neposredno pred občinstvom, na odru, sprožim nekakšno katarzo in ozdravljenje pred njihovimi očmi. To je bilo zame največje poslanstvo, da ne stigmatiziram vsega tega, temveč z odprtim srcem vstopim v ta proces, tako da lahko pred občinstvom pride do nekakšnega ozdravljenja in se zgodi interakcija. I njima zapravo dati tu interakciju svega toga. A lik same Medeje, kako ste v liku Medeje razmišljali prej, preden ste dobili vlogo? Uvijek čujete Medeja, apsolutno svi šta prvo pomislimo na najgori mogući zločin, majka koja je ubila svoju djecu. Medeja. Vsi takoj pomislimo na najhujši možni zločin, na mater, ki je ubila svoja otroka. In tako se lotite tega. Potem pa začnete dojemati, zakaj to sploh gre in kaj se tu dogaja. Sama sem mati 3 otrok. Pa tudi, če niste mati ali če ste moški, pravzaprav se sploh bojim govoriti o tem. Ampak od vsega začetka sem vedela, da moramo nekako braniti to žensko. Če jo igram, moram najti nekakšno opravičilo zanjo, videti, zakaj je prišlo do tega. Tako groznega dejanja seveda nikakor ni mogoče upravičiti, v to se sploh ne bom spuščala. Kar se tiče umora lastnih otrok, tega ne morem niti izgovoriti, ko to izgovorim, me stisne v grlu. Po drugi strani pa sem odkrila pri tej ženski celo paleto vsega, kar je bila prej in kar se je dogajalo tedaj. Zlasti pri Simonu Stoneu je ona nekdo, ki je na začetku res da zagrešil zločin nad svojim možem, storila je nekaj groznega, zastrupila ga je. Vendar sem imela občutek, da je čutila močno potrebo po resocializaciji in si je prizadevala zanjo, a ni nikoli dobila priložnosti za to. Da je zaista pokušala imati potrebu resocijalizacije, koju nije dobila. Ali ni drugi, niko nije više htio joj pomoći što se tiče i poslovnog i bilo kakvog smisla. Seveda i nasprotna stran, moški del njenega partnerstva ni hotela pomagati. Pa tudi sicer ji nihče ni hotel pomagati, niti poslovno, niti kako drugače. Tako da je bila vedno bolj ranjena, vedno bolj osamljena in je na koncu popolnoma izgubila kompas. Zato je zame zdaj že sama omemba Medeje nekaj čisto drugega. Ampak ko prvič slišite za Medejo ali ko greste na predstavo in si prej ne pogledate plakata, sploh ne veste, da to ni samo Euripidova Medeja, da pravzaprav sploh ni Euripidova Medeja. Otvorite novine, otvorite bilo koji portal. Ampak Medeja Simona Stonea in Heinerja Millerja, da je Stonea sodoben, tako rekoč filmski način povedal to zgodbo, ki je vsem nam tako... Vse je jasno. Odprite katerikoli časopis, katerokoli spletno stran. Niti slišati nočete vsega tega, ampak vsak dan smo kontaminirani s tako slabimi informacijami, s tako slabimi stvarmi, ki se dogajajo vse povsod okrog nas. Mislim, da je to fenomenalno besedilo, v katero se odlično prilega Millerjev tekst, ki daje vsemu pečat antike. Zame je Miller čisti Munkov krik, tako ga čutim v sebi. Če bi ga izrazila sliko, potem je to nenehen krik, nenehen.
ki ga nihče ne sliši. Klic na pomoč, ki se ne sliši. Kričiš in se dereš na ves glas, da tega nihče ne sliši. Kričiš i dereš se na sav glas, ali niko to ne čuje. Medej je bilo puno v historiji. Od starogrške Medeje pa do danes je bilo že veliko Medej in prav vaša vloga sodobne Medeje je nekaj izjemnega. Vsa čas režiserju Martinu Kušeju, ampak tudi vam moram posebej čestitati. Letošnje Dubrovniške igre so imele v fokusu vlogo ženske skozi zgodovino. O tej temi bi bilo potrebno nenehno razpravljati. Pa naravno da trebamo. Ako sam se ja, ne znam kako bi to nazvala, usudila. Po svoji življenjski zgodbi in po tem, kar sem preživela v zasebnem življenju, po velikih udarcih in razočaranjih sem se, kako bi temu rekla, drznila in se odločila, da stopim iz sebe in skozi umetnost spregovorim o tem, da se razgalim. Evo sad mi idu emocije. Nekako se ogoliti i reći dosta stigmi, dosta svega, možemo razgovarati o tome. Me že preplavljajo čustva. Si rečem, dovolj je bilo stigme, dovolj je bilo vsega, zdaj lahko o tem govorimo. Brez krvoželjnosti, ne da bi takoj ubili in zaklali nekoga, dovoliti, da vidimo različne strani, pustiti na plano tisto najslabše in najboljše v vas, ne sramovati se tega, da spravimo to iz sebe. To je bilo zame najpomembneje. In zdaj vidim, kaj se dogaja od trenutka premiere naprej. Z vseh strani prihaja do mene, tudi od ljudi, ki tega niso gledali, takšna energija, toliko informacij. Tolike informacije do mene, da onda sad me i to malo osupnulo u smislu kao sad moram biti odgovorna za ovo što sam proizvela, sad moram to znati uobličiti dalje, a onda si kažem... Da me je to malce osupnilo, češ, zdaj moram biti odgovorna za to, kar sem proizvedla, moram to znati podati naprej. Potem pa si rečem, ne, to je narobe, se prav zato si delala to, da se ne znajdeš spet v precepu, ampak da izhajaš iz tega, kar smo. In to je to. Da se ne vračam na izhodišče, ampak da lahko brez tabujev govorim o tem, da lahko stopim na oder in to uprizorim. Tukaj se je to dvoje združilo. Včasih se v življenju zgodi prav to, da se naše zasebno življenje zrcali na odru. To je lahko zelo boleče in zelo težko, a mislim, da je to edino pravilno. Da sem zbrala moč in rekla, tega nočem stigmatizirati in tudi sama nočem biti stigmatizirana. Stopila bom po konci in izpeljala to. Ja ću stati i provesti to kroz sebe. A i to, da se vi Medeja, to što ste rekla... Torej to, da se prav vi Medeja, ni slučaj. Kot ste sami na začetku dejali, vloga je mene izbrala in ne jaz njo. Ko se to zgodi, se mora zgoditi še nekaj več. Slažem se, apsolutno, jer to se upravo sad događa i upravo sad nekako osluškujem. Za sad još uvijek osluškujem to. Strinjam se, prav to se zdaj dogaja. Zdaj pozorno prisluškujem, še vedno samo prisluškujem, to je zame nov proces. Po premieri prihaja nekakšno nadaljevanje. Kajti šele zdaj vidim, kaj se je zgodilo. Do kakšne mere sem to spravila iz sebe. Do kakšne mere sem pustila, da gre to iz mene. Do kakšne mere se je to razpršilo in se razširilo vse povsod. Prav tako kot drobni delci, ki so se hitro začeli širiti od enega konca Hrvaške do drugega, od Črne gore pa tam do Slovenije. Od povsod je začelo prihajati. Tamo gore neko iz Slovenije, od svuda je počelo dolaziti. Čekajte, to je sad tek početak. To je šele začetek. Medeja potuje dalje na premiero v Maribor, sledi gledališče v Varaždinu, pa po festivalih in ostalo. I festivali i još druge stvari. Ja mislim da već oni rade na tome, da već sam nešto čula da i u HNK Rijeci već gostujemo. Mislim, da že delajo na tem. Slišala sem, da gostujemo v HNK na Reki, tudi Novi Sad se omenja. Ne vem točno, kdaj in kako, ampak mislim, da je cilj, če bo vse kot mora biti, da s to predstavo čim več potujemo, da stopimo v stik z različnim občinstvom. Doći u neke interakcije. A da li takva jaka uloga, tako močna vloga gotovo potrebuje odmor? Kako se to odvija pri vas? Ne, treba se osloboditi, svakako. To se apsolutno... Treba se je osvoboditi, vsekakor. Ni dobro biti ves čas v tem. Jaz sem zdaj že 2 meseca v tem procesu in zato si pravim, danes večer, brez vsakršnih pričakovanj. Džeziramo, temu pravim džez.
Izhajati je treba iz tistega, kar je v tebi. In nikoli se ne ve, v katero smer to vodi. Moje notranje izhodišče mi je jasno, kako pa se bo to kazalo navzven, s tem se nočem obremenjevati, kajti to je živ organizam. I to je baš živi organizam. To ne mogu ko neke možda uloge koje su tako napravljene, pa eto mogu ih uprizoriti na identičan, mada je to teško, svi mi glumci kažemo nikad ne možeš biti identičan iz noći noći, to je gotovo nemoguće. Tega ni mogoče izpeljati kot kakšno vlogo, ki je že oblikovana in jo lahko vedno uprizorim enako. Čeprav je to težko, vsi igralci govorimo, da nikoli ne moreš čisto enako odigrati vloge, to je skoraj nemogoče. Odvisno je od tisoče reči in od vsega, kar se zgodi čez dan in v trenutku, ko si tu. Vseeno, potreben je oddih in to zdrav oddih. Oddih in odmik. Zdravog odmora treba odmora i odmaka. Jer ja mislim da tek kad uspijem napraviti odmak, što će se dogoditi do 10. mjeseca, mi sad igramo još 3 izvedbe, onda neću tako je, imat ću veliki zapravo skoro 2 mjeseca, ne skoro nego 2 mjeseca odmaka. Kajti mislim, da šele ko se mi bo uspelo odmakniti, to se bo zgodilo do oktobra, kajti zdaj imamo še 3 predstave, potem pa bosta 2 meseca odmika, bo to nekako delovalo, dodatno delovalo, na predstavo in na vlogo. Tako se je vsaj do zdaj vedno izkazalo, kajti v tem času ta material odleži, se nekako shrani, se sublimira, predelate ga na drugačen način. Odmaknili ste se od njega, tudi vse je upisano v vas in ko se vrnete, se vedno zgodi nekakšna nadgradnja, vedno. Uvijek se dogodi zapravo neka nadogradnja, uvijek. U tom trenutku ja iz kolega puno, ne puno, sve. Ja iz prostora, iz svega što se događa. Iz ptice koja proleti, iz šišmiša koje bude, iz kakavca koji je skočio tamo, iz goluba koji guguće nam sa strane na Lovrencu. Razumijete? Ja, te vloge se res ne želim lotevati tako, da si zadam nalogo. Zdaj mora biti pa iz večera v večer vse enako. Tega ne znam. Tega res ne znam. V tem trenutku črpam veliko, ne veliko, vse, iz kolegov, iz prostora, iz vsega, kar se dogaja. Iz ptice, ki leti mimo. Iz tega netopirja tu. Iz kobilice, ki je skočila tamle. Iz goloba, ki gruli na Lovrijencu. To je toliko stvari. Od 3 kapelj dežja, ki padajo na vas, bliskanja, grmenja, udarca strele, aviona, od vsega. Poglejte, kaj vse sem izgovorila v nekaj sekundah. In jaz hočem biti živo bitje, živ organizem. Vse to hočem sublimirati in občutiti. Zato ne morem reči, to bom pa storila takole. Tega ne znam, res ne znam. Aha, sad ću ja to tako. Ne znam. Evo, stvarno ne znam. Baš mi je bilo drago, da smo se sreli. Helena, res me je veselilo, da sva se srečali na tem pogovoru. Gotovo vas čaka zanimivo leto. Kako preživljate poletje? V Puli, ne? Kako ja znam, Pula, jel? Pored Pule u Peroju sam tamo cijeli život, da. Tamo mi je dedovina, ono još od mamino nasljedstvo, neko od njezinih roditelja, prekrasno mjesto blizu mora, mir i to je sve što mi treba u ovom trenutku nakon ovakvog procesa. V Puli imate gledališče in kot vem ste zelo zgodaj začeli. Je, od 6. godine sam zapravo na sceni. Od 6. godine. Isto kažem, gluma je mene izabrala, ne ja nju. Tete u vrtiću su već mojim roditeljima počele govoriti. Imala sam jednu tetu koja je bila bivša balerina. Pa je imala... Že od 6. leta sem na odru. Tudi tukaj je bilo tako. Igra je izbrala mene, ne jaz njo. V vrtcu sem imela vzgojiteljico, ki je bila nekoč balerina, a se je poškodovala in presedlala na pedagoško delo. Pri meni je prepoznala umetniško žilico in mi govorila, ali ples ali igra. In spomnim se, takrat smo imeli v Pulju, gledališča ni bilo, bilo je zaprto, pionirski dom. Tam so igrali vse, amaterske predstave za otroke, šole so prihajale. Samo to smo imeli. Potem je mojim staršem rekla, ali lahko? In moji starši so rekli, v redu, bomo že mi, ampak bila sem zelo majhna. Imela sem šele 6 let. Imela sem 6 godina. In moj pokojni oče me je v nekem trenutku nehal voditi tja, ker se je bal. Ni vedel, ali je to moja izbira ali so mi to usilili. Jaz pa sem zelo kmalu rekla, kaj je narobe, zakaj ne hodim več tja. Tako da sem že od 1. razreda osnovne šole pa do konca srednje šole igrala v predstavah. Moja osnovna šola je bila na srečo blizu pionirskega doma.
Ponavadi sta prihajala pome v razred, bodi si pedagog, bodi si ravnatelj in mi rekla, pripravi stvari, za 2 uri greš odigrat predstavo, potem pa se vrni k pouku in tako sem funkcionirala vso osnovno in srednjo šolo. Tako da je to bilo baš ludo i super neko iskustvo. Meni je to bilo umjesto da se igram u dvorištu, ja sam se igrala u Pionirskom domu na sceni. Ja, to je bilo res noro, krasna izkušnja. Namesto da se igram na ulici, sem se igrala na odru Pionirskega doma. In to je bilo zame čisto običajno. Tako sem odrasla, vse moje otroštvo. Tako da sem že od 6. leta na odru. Oder me je izbral sam. Odpeljali su me tja. Mene je to izabralo jer odveli su me jednostavno u to. Helena Minić-Matanić, puno hvala i sve dobro vam želim u nasljednim mjesecima i godinama. Hvala i vama, zaista od srca.